Zaradi pritiska in številnih prošenj oboževalcev na družbenih omrežjih se bo dogodek Popstars Reunited, ki združuje nekdanje največje slovenske najstniške glasbene zvezde, ponovil. In to še letos v začetku oktobra v štajerski prestolnici. Tamkajšnja zvesta publika obljublja še večjo in še bolj noro zabavo kot v prestolnici. Ponovno snidenje zasedb Game Over, Bepop, pevca Sebastiana in prvič po več kot 2 desetletjih tudi privlačnih pevk in plesalk Power Dancers prinaša številne prigode in nezgode, prav takšne, kot so jih glasbeniki doživljali na vrhuncu svoje slave. Ana Raščan. Med seboj se poznajo zelo dobro, kako le ne bi pred približno 20 leti in še nekaj več so v zaodrju skupaj preživeli veliko časa. Mislim, dejansko smo živeli sanje cele generacije otrok, ne? In že takrat smo se tega zavedali, ampak bili toliko v hitenju, lovljenju terminov, zdaj z nekoliko let in sivih las več, pa to znamo še toliko bolj ceniti. Cenijo predvsem svoje oboževalce, ki so zrasli z njimi. Njihovo evforijo, poznavanje besedil, odobravanje in ljubezen pa zdaj glasbeniki občutijo povsem drugače. Mislim, zdaj še bolj intenzivna se mi zdi, ker jo bolj doživljamo, ne? In tudi nismo več navajeni toliko rutinsko delati nastope enega za drugim, ampak tisti, ki jih pa naredimo, so pa res na nekem popolnoma novem nivoju. Na povsem drugem nivoju pa so bila dekleta ob takrat trojici moških vokalov, ki so plesali, peli in koketirali. Poimenovali pa so se Game Over. Stefanijo se vreščanja še danes zelo živo spomni. In to vreščanje je nekaj najlepšega, kar dejansko nek feedback, ki ga lahko nek glasbenik dobi. Plus to, da pojejo tvoje komade, ki si jih ti napisal takrat in še zdaj poznajo vsa besedila na pamet, to je res noro. Ptujčan Štefan Čamić z umetniškim imenom Stefanijo, ki je, če še niste vedeli, prebolel tudi raka, pa je svoj stil oblačenja ohranil vse do danes. Zvesto staja zasedbi Game Over. Videla sem, da imaš uhan Game Over. Res je. Custom made, en moj kolega iz Ptuja je pač zlatar in mi naredil custom made, še moj podpis je noter. Zgodbe, ki so se zgodile, so danes čudoviti spomini, ki jih bodo pripovedovali verjetno še svojim vnukom. Velikokrat je bilo tudi precej napeto. Recimo, enkrat sem imel fake mic, pa ta prav mic v backstageu, pa namesto, da bi ta pravga vzel, sem fake mic vzel. In ko sem to skužil na odru, sem laufal nazaj po mic. Na prejšnjih Popstarsih takrat, tako da... Noben ni nič zameroval. Noben ni nič zameroval. Tokrat konec januarja v Ljubljani po več kot petini stoletja kasneje so se dogajale podobne hude zadeve. Hvala Bogu pri zadnji pesmi, zadnje minute, tisto korak in hlače počijo. In hvala Bogu nisem bil kot Lenny Kravitz spodaj brez, ne, ampak sem imel spodnje hlače, nič ni ven padlo, ne, ampak ja, dejansko je tam zevala ena luknja v prve vrste publike. Jaz moram povedati, da moja mama, ki je bila v prvi vrsti, ne, je to takoj opazila. Med njimi pa je opaziti res dobro energijo, zato idejo, da bi vse 3 zasedbe in pevec naredili en skupni komad, sprejmejo z odobravanjem. Ja, zasadila si neko seme zdaj, ne? Dejansko si dala idejo, ja. Tako da to že nekaj pomeni. Ampak nekaj v zraku zgleda, da res treba to narediti. Za razliko od Ljubljane bodo na koncert Popstars v štajersko prestolnico lahko prišli tudi mladoletni v spremstvu staršev. 10. oktobra pa bomo vsi skupaj prepevali v dvorani Tabor.